No, hvala, Janja, za tak lep uvod. Kot rečeno, jaz sem Tina Ivnik in prihajam iz oddelka za... Prihajam torej iz oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo in to mojo temo, vpliv mrtvih na življenje spiritualnih ljudi v Bosni in Hercegovini, raziskujem v okviru projekta The Agency. Danes pa vam bom povedala čisto na kratko nekaj o tem projektu, nekaj o moji vlogi znotraj njega, nekaj o tem, s čim se ukvarjamo. Potem vam bom predstavila svoje sogovornike iz Bosne in Hercegovine in v bistvu potem na koncu šla na ta najbolj zanimiv del, ne na koncu, bolj na sredini šla na ta najbolj zanimiv del, ki se v bistvu dotika teh izkušenj, vpliva, ki so ga moji sogovorniki imeli z mrtvimi ljudmi. No, torej projekt The Agency se izvaja na našem oddelku na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, sicer je evropski projekt in v njem nekako želimo zapolniti neko vrzel raziskovalno, o kateri vam bom zdaj povedala. Namreč, če so mrtvi, tako kot je mogoče bilo že v uvodu malo nakazano, če so bili tradicionalno razumljeni kot nekdo, ki se ga je najboljše izogibati, nekdo grozeč, ki se pojavi ob nekih neljubih okoliščinah, mogoče takrat, ko želi opozoriti na neke moralne kršitve in tako naprej. Skratka, ko nekaj ne funkcionira v družbi, če je to neka tradicionalno prisotna ideja, ki jo imamo o mrtvih. Danes v projektu ugotavljamo, da so se pa vloge mrtvih v sodobni družbi precej spremenile. In sicer, zakaj je v bistvu zdaj to pomembno, kako mrtvi vplivajo na nas? Najprej zaradi tega, ker je dolg časa veljalo, predvsem v psihologiji, da so neke izkušnje z mrtvimi ljudmi, da so nekako neki patološke, skratka, da je nekaj narobe z njimi, da kažejo na nek nezdrav razvoj žalovanja, da je mogoče nekaj narobe z ljudmi, ki jih doživljajo. In pred kratkim, nekaj desetletij nazaj, pravzaprav, ampak te premiki so dosti počasni včasih v strokah, pa je prišlo do tega spoznanja med psihologi, da so v bistvu oni začeli gledati na to stvar pa popolnoma drugače. Skratka, da so začeli razumeti neke pojave mrtvih v življenju ljudi kot pravzaprav nekaj, kar nam lahko koristi v našem procesu žalovanja in so tudi to nehali gledati kot na neko patologijo, ampak na nekaj, kar je pravzaprav čisto normalnega. Ampak zdaj v bistvu, ker je to toliko časa veljalo v psihologiji, tudi v drugih strokah pravzaprav nismo imeli nekih raziskav o tem, kako mrtvi vplivajo na žive. Poleg tega bi jaz tudi rekla, da je mogoče bilo pomembno to, da smo nekako imeli neko idejo, da z modernostjo, da so se neke te nadnaravni vplivi, da so se zmanjšali, da niso več pomembni v naših življenjih in nekako smo mislili, da so kar izginili. Ampak zdaj tako drugi strokovnjaki iz drugih držav, ko se ukvarjajo s temi tematikami, kot tudi na našem projektu ugotavljamo, da temu pravzaprav ni tako, ne? Da kljub temu, da smo mi zdaj moderna družba, še vedno mrtvi in mogoče tudi druga nadnaravna bitja imajo neko vlogo. S tem pa, da kot se je družba spremenila, se je spremenil tudi nek vpliv, ki ga imajo te recimo mrtvi na nas. In kot sem rekla, v projektu želimo zapolniti to vrzel, ker v Evropi pravzaprav ni bilo še narejene neke sistematične raziskave o samem vplivu mrtvih. Skratka, kakšne izkušnje imajo živi z mrtvimi ljudmi zdaj, skratka v tem trenutku, ne v preteklosti. Za preteklost nekaj še celo vemo o tem. In v projektu želimo pokriti tudi različne neke aspekte raziskovanja, tako da se nekako geografsko se sicer osredotočamo na postsocialistične države, tako da vključujemo Slovaško, Madžarsko, Slovenijo in pa Bosno. Gledamo pa na vpliv mrtvih skozi različne tematike. Torej, raziskujemo v nekih spremenjenih ruralnih skupnostih, potem raziskujemo mrtve v povezavi z množičnimi grobišči in pa ta tema, ki jo jaz raziskujem, tudi kakšno vlogo imajo mrtvi v okviru alternativnih spiritualnosti.
In kako sem jaz prišla do tega, da se jaz s tem ukvarjam? Mene so najprej zanimale alternativne spiritualnosti. Zanimalo me je, zakaj imajo tako moč, tako pomembno vlogo v današnjem času, zakaj se ljudje, kaj je nekaj, kar ljudi prepriča v bistvu v zvezi z njimi. In to, da so alternativne spiritualnosti zelo razširjene, o tem govorijo tudi različni avtorji, ki to širitev alternativnih spiritualnosti nekateri obravnavajo prav kot spiritualno revolucijo. Skratka, govorijo o tem, da nikoli še v zgodovini ni bilo tako velike spremembe na tem spiritualnem religijskem področju kot zdaj z alternativnimi spiritualnostmi, kar je meni tak zelo zanimiv podatek ali pa recimo zanimiva teorija. No? In tako sem nekako iz tega zanimanja pravzaprav sam za alternativne spiritualnosti jaz pristala na tem projektu, ker me je potem, ko sem zaključila doktorat, so me pač vprašali, če si želim delati prav vpliv mrtvih v tem kontekstu spiritualnih posameznikov in potem v Bosni, ki je meni osebno tudi bila zelo ljuba, tako da sem z veseljem sprejela to povabilo. In zdaj nekaj o tem, kako sem se lotila tega raziskovanja. Kot je za antropološko raziskavo značilno, je, da gremo mi za dlje časa v neko skupnost, ki jo preučujemo in tam preživimo kar nekaj časa, čim več, tem bolje. To pa s tem namenom, da nekako boljše razumemo skupnost. Seveda, če smo dlje časa tam, če spoznamo več ljudi, če več ljudi poslušamo, seveda je pač to razumevanje lahko globlje in zaradi tega nekako je antropološko raziskovanje res usmerjeno v to dolgotrajno bivanje na terenu. In na ta način sem jaz tudi prejšnje leto 6 mesecev bivala v Bosni in Hercegovini, od tega polovico v Sarajevu in polovico v Banja Luki. Iz Banja Luke sem se vrnila lansko leto decembra, tako da v bistvu so to še zelo nekako sveži podatki. Zakaj pa sem se odločila za te 2 mesti? Najprej za mesti sem se odločila čisto zaradi tega, ker se mi je zdelo, da bo najlažje priti do alternativnih spiritualcev v nekih urbanih središčih. In pa potem pa 2 različni mesti, zaradi tega, ker kot veste, je Bosna razdeljena na 2 entiteti. Prva je Republika Srpska, kjer je Banja Luka, tam je večinsko prebivalstvo pravoslavno, srbsko. In potem druga entiteta, Federacija Bosne in Hercegovine, kjer pa je večinsko so v bistvu katoliki Hrvati in pa muslimani Bošnjaki. Tako da me je v Bosni, ki je v bistvu toliko zanimiva iz tega vidika pač teh raznolikih religij, me je zanimalo, če tudi tradicionalno prisotne religije v bistvu vplivajo na to, kako moji sogovorniki, ki sicer niso religiozni, so spiritualni, ampak če tudi na njih nekako vpliva, kako so na njihove izkušnje, na to, kako si, predstavljajo posmrtno življenje in tako naprej. In kako poteka potem antropološko raziskovanje? Jaz sem prejšnje leto, februarja, ko sem se prvič odpravila v Sarajevo, sem tam poznala res zelo malo ljudi, nobenega, ki bi se ukvarjal z alternativnimi spiritualnostmi, in sem se na to seveda do neke mere poskušala pripraviti tako, da sem spraševala neke svoje znance, ki so iz tam, če imajo koga, ki ga poznajo, ki bi mi lahko pomagal. In to je bil recimo en način, drug način pa je bilo, zdaj pač imamo to možnost interneta, tako da to mi je res zelo prav prišlo na ta način, da sem lahko že veliko ljudi, preden sem pravzaprav šla na teren, kontaktirala in povedala, kaj me zanima in jih pač prosila za neko sodelovanje. Tako da antropološko raziskovanje ponavadi delamo z intervjuji. Intervjuji so pri našem raziskovanju pomembni, to verjetno veste, kako poteka. Mogoče pa manj poznate opazovanje z udeležbo, kar je še ena antropološka metoda in v bistvu deluje tako, da se mi kot antropologi raziskovalci dejansko udeležimo nekega dogodka, na njem tudi sodelujemo, nekako zaradi tega, da ne bi
ta sam potek dogodka preveč motili, in pa hkrati v bistvu tudi, ko smo tam, ga opazujemo. Skratka, da ni, da samo sodelujemo, ampak smo tudi hkrati v raziskovalni vlogi. In tako, ko sem enkrat bila tam v Sarajevu, pa sem naprej uporabljala metodo snežne kepe. To pa pomeni preprosto to, da vedno, ko nekoga intervjujaš, ko za nekomu vzpostaviš stik, ga vprašaš še za neke druge kontakte, ki bi lahko ti pomagali v tej raziskavi. In takole, poleg samih intervjujev, kot sem rekla, sem se udeleževala tudi različnih delavnic, in tukaj samo, da vam pokažem recimo posnetke zaslonov teh delavnic, ki so takrat v tistem času potekale, ki sem jih torej našla na internetu, in to mi je res zelo olajšalo nekako dostop do sogovornikov, tudi na ta način, da sem potem imela kar precejšno število sogovornikov iz tudi zelo različnih skupin. In zdaj, da vam predstavim svoje sogovornike. Torej, šlo je za ljudi, ki jih zanima ali pa se definirajo kot alternativni spiritualci. Sicer alternativna spiritualnost ali novodobna spiritualnost gre v bistvu za neko zelo heterogeno skupino, skratka so zelo neki različni ljudje, različne ideje v to vključeni, ampak avtorji opozarjajo, da bi lahko mogoče pa videli neko skupno značilnost, ki je skupna vsem njim, v tem, da je zelo veliko fokusa na neko lastno osebno rast in da je namesto kot v tradicionalnih religijah, kjer je recimo neka zunanja entiteta, na primer Bog, ki se ravnamo v skladu z njim in so obstajajo neke zunanje zapovedi in tako naprej. Tukaj v bistvu gre za nasprotno, skratka gre za neko iskanje svetosti v sebi in ne gre za neko sledenje praviloma, ampak bolj za iskanje neke lastne izkušnje, tako da v bistvu iskanje neke avtentičnosti preko lastne izkušnje. Sicer so novodobne spiritualnosti se najbolj razširile, nekako začele širiti bolj množično v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. In potem v bistvu v različnih valovih z različnimi nekimi karakteristikami so se zdaj v sodobnosti zelo precej že razširjene, kot sem rekla. In zakaj je tukaj Bosna zanimiva? Ker mogoče, kot veste, je v Bosni prišlo tudi do precej spremenjene religijske situacije po vojni. Po vojni, se pravi leta 1995, je v bistvu prišlo do tega, da so religije precej bolj pomembne, precej bolj vidne, precej bolj vplivne. To je do neke mere zaradi tega, ker so, kot sem rekla, različne etnične skupine, ki so tam prisotne, nekako se definirajo z religijami, tako da je tam dostikrat tudi religija nekako zelo pomembna v nekem političnem prostoru. Poleg tega, da pa vidimo to spremembo religijske scene, pa je tudi spiritualnosti tam vedno več. Mogoče bi rekla iz svoje lastne izkušnje, mogoče ta sprememba ni bila takoj po vojni, mogoče zdaj v zadnjih 10 letih. Pri tem širjenju je bil zelo pomemben internet, ker danes v bistvu vsak lahko iz svojega lastnega doma gleda YouTube videe, ima dostop do neke literature, tudi do nekih novih idej in tako naprej. Tako da iz moje izkušnje je bila ta dostop do interneta zelo pomembno. Ampak kljub temu v bistvu so spiritualnosti obstajale že prej, recimo že v 80. letih, tako kot sem se pogovarjala s svojimi sogovorniki. V Sarajevu tudi sem slišala zelo zanimive zgodbe v bistvu o tem, kako so spiritualnosti oziroma te skupine, kako so se dobivale tudi med vojno in skupaj meditirale in tako naprej. Tako da je bilo to že prisotno, ampak bi rekla, da vseeno do nekega večjega razmaha pa je prišlo zdaj v zadnjem
obdobju. In spiritualnosti v bistvu v tem mojem raziskovalnem kontekstu so pomembne zaradi tega, ker spreminjajo v bistvu način, kako si razlagamo svet, kako ga razumemo in predvsem kako razumemo recimo posmrtno, ne? Kaj se zgodi po smrti. In recimo moji sogovorniki so večinoma navajali, da verjamejo v reinkarnacijo, kar je tudi nekako neka skupna, kar je značilno pravzaprav tudi drugod po svetu za alternativne spiritualce. Sicer pa sem jaz svoje sogovornike v tem smislu seveda vprašala najprej nekaj o njihovi vzgoji, ali je bila prisotna religija, kako so govorili o smrti in tako naprej. Potem sem jih vprašala o sami njihovi spiritualni poti, kako so se spoznali z različnimi spiritualnimi idejami, kaj jim je bilo pri tem blizu, kaj je bila neka literatura, ki so jo brali. In pa potem sem jih vprašala še o njihovi ideji o posmrtnem življenju, skratka, kako si predstavljajo posmrtno življenje, je to neko vprašanje, ki je pomembno za njih ali ne. In pa ne nazadnje to, kar v bistvu je nekako fokus moje raziskave, o njihovih konkretnih izkušnjah, ki so jih imeli z mrtvimi ljudmi. Sicer pa tako o mojih sogovornikih imam različne nekako skupine, ki vam jih bom zdaj predstavila, da bolj mogoče veste, o kom govorim. Ena skupina so bili neošamanisti ali urbani šamanisti. To nekako neošamanisti ali urbani šamanisti govorimo v antropologiji zaradi tega, da naredimo neko distinkcijo med šamanizmom, ki je prisoten v nekih tradicionalnih skupnostih, in med šamanizmom, ki je nekako vseeno reinterpretiran v nekih sodobnih kontekstih. Potem budisti, udeleženci delavnic družinskih konstelacij, privrženci Sai Babe, praktikanti energetskih tehnik, na primer reiki in teta zdravljenje, Spiritual Science Research Foundation, ki je še ena organizacija, in pa tudi mnogi drugi. V bistvu mnogo izmed mojih sogovornikov ni spadalo pod nobeno od teh društev, organizacij, ampak so recimo sami se zanimali za to, so sami brali, delali jogo in meditirali in tako naprej. No, in seveda, kot v bistvu bi lahko pričakovali, ne, je neka spiritualna praksa oziroma teorija je seveda vplivala na to, kako so si moji sogovorniki predstavljali posmrtno in tudi na to, kakšne so imeli izkušnje z mrtvimi. Včasih pa je bilo tudi obratno, skratka, da so sami moji sogovorniki imeli neko nadnaravno izkušnjo, neko tudi izkušnjo stika z mrtvimi, pa so potem se začeli nekako zanimati za to, tudi za spiritualnost, so začeli brati o tem in mogoče je to tudi dostikrat vplivalo na to, kako so sami razumeli neko možnost stika z mrtvimi. Skratka, včasih je bila najprej neka teorija, nekaj, kar so brali in potem izkušnja, včasih pa tudi obratno, pač najprej izkušnja in pol v bistvu iz tega so iskali neke odgovore. No, in kar je mene tukaj zelo presenetilo v tej moji raziskavi je, da je večina ljudi imela neko pozitivno izkušnjo stika z mrtvimi. Prav tako, da so mi o tem radi govorili, da so mi tudi dostikrat povedali, da so zelo veseli, da se nekdo s tem ukvarja, ker je to za njih bila zelo pomembna izkušnja in pa da ja, mogoče so tudi dostikrat mi povedali, da niso veliko govorili z drugimi ljudmi o tem in nekako, da jim je tudi to, kar sem jaz spraševala, nekako tudi dali neko dovoljenje, da je ta njihova izkušnja v redu. Sicer pa je večina teh izkušenj bila z nekimi bližnjimi ljudmi, torej z nekimi znanimi ljudmi, največkrat so bili to člani družine ali pa neki tesni prijatelji, včasih psi, mačke, torej hišni ljubljenčki. In ja, je pa tako, kar zdaj še ena zadeva, kar sem vam želela povedati v zvezi s terenom. Na teren se je včasih zelo težko pripraviti, pač se pripraviš, kot se lahko, prebereš čim več literature, se skratka pozanimaš, kot je mogoče, ampak včasih vseeno se moraš tudi preko terena učiti, ker to vseeno ni recimo bila moja neka
neka moja kultura, recimo, nisem mogoče tudi poznala nekaterih izrazov, tudi moja bosanščina je na začetku bila precej slaba. Ampak, kar sem vam tukaj hotela povedati, je, da sem jaz na začetku ljudi spraševala o mrtvih ljudeh, skratka o izkušnjah z mrtvimi, pa so dostikrat mislili, da me zanimajo neke zgodbe o duhovih, da me zanimajo hiše, kjer straši in tako naprej. In potem sem šele čez nekaj teh razgovorov, čez nekaj izkušenj ugotovila, da je boljše, če sprašujem z naslednjimi besedami. Skratka, entitete, predniki duše. Te besede v bistvu vse pomenijo skratka neko mrtvo osebo oziroma neko notranjost pač te mrtve osebe, ne, telo, ne. Ampak so med njimi tudi raznolikosti. Pri entitetah je največkrat šlo za to, da so bili neki mrtvi, ki so bili zataknjeni v tem svetu ali pa v med svetovi, skratka, da niso mogli uspešno preiti na drugi svet. Največkrat so bili to mrtvi, ko so nekako negativno delovali na posameznike ali pa so sami bili v nekem občutku ujetosti. In pa največkrat so bili to nepoznani mrtvi. Zdaj, zakaj so bili zataknjeni? Dostikrat so mi sogovorniki razlagali, da so zataknjeni bodisi zaradi tega, ker so bili sami preveč vezani na materialni svet, ali pa je nek človek bil preveč vezan na njih in jih še ni izpustil, ali zaradi tega, ker so umrli neke nenadne smrti. In tako naprej, različni razlogi so lahko bili. Potem predniki. Predniki so se največkrat pojavljali v družinskih konstelacijah in v šamanizmu. O njih vam bom tudi še več povedala naprej. Zdaj pa bom samo rekla, da navadno s predniki je šlo za neko to idejo o čiščenju družinske linije. Skratka, da neka energija naših prednikov deluje na nas, čeprav te niso več, na primer, živi. Tukaj je tudi največkrat šlo za neko osebnostno rast, kar je tudi pač nekako specifika alternativnih spiritualnosti, kot sem rekla. So pa to največkrat bili znane osebe. Potem tretje pa so duše. Duše pa so bile največkrat znane in pa tudi največkrat je bil nek pozitiven vpliv z dušami. So se pa pojavljale večinoma v nekih bolj neritualiziranih situacijah, skratka malo bolj nekako spontano. No, in zakaj je v bistvu to pomembno, ne, da poznamo pač neke besede, ki jih sogovorniki uporabljajo? Zaradi tega preprosto, da govorimo isti jezik, sploh zaradi tega, ker tukaj sem spraševala o neki zelo abstraktni temi, tako da sem res mogla na nek način vedeti, kako jo pravzaprav nasloviti, ne. No, in zdaj v nadaljevanju pa nekako sem si zamislila tako, da vam naštejem različne izkušnje stika z mrtvimi. In nekatere od njih bom malo bolj razložila, vam bom podala tudi neke etnografske primere in pač bodo bolj nekako podrobno predstavljene, medtem ko druge pa bodo malo manj podrobno predstavljene, ampak če vas bo kaj zanimalo, lahko me vprašate seveda po predavanju. In tako, prva kategorija stika z mrtvimi je bil stik v sanjah. To sem dala na prvo mesto, ker je bilo med mojimi sogovorniki najbolj pogosto. Najbolj pogosto so sanjali mrtvega in se to razumeli kot nek stik z njegovo dušo. In pa to v bistvu ni presenetljivo, ker je medkulturno nekako so sanje razumljene kot nek most med tem svetom in onim svetom, med našim svetom in nadnaravnim, tudi med živimi in mrtvimi ljudmi. To je res prisotno v bistvu v velikih kulturah, da če nekdo sanja mrtvega, da se to razume kot resničen nek kontakt duš. In da vam povem recimo nek primer, v islamu so sanje zelo resno jemljejo, v različnih tradicijah različno resno, no. Ampak recimo v sufizmu, ki je tudi
bil zelo pomemben za oblikovanje bošnjaškega islama, skratka islama, ki je prisoten v Bosni. V sufizmu so recimo zelo pomembne. In naprimer, dostikrat v sanjah vernike obišče neki svetniki, recimo lahko tudi prerok in jim poda navadno neke informacije o tem, neka navodila, kaj morajo početi, nekaj v zvezi z njihovim življenjem ali pa na splošno nekako družbeno. In v tem smislu je recimo zanimivo, da ta klic k molitvi, ki ga slišite v muslimanskih državah 5-krat na dan pred molitvijo, ki pride iz mošeje, poje muezin, to je nekaj, kar ni zapisano kot navodilo ne v Koranu, ne v nekih verskih spisih, ampak je nekdo to pravzaprav sanjal. Nekdo je sanjal preroka, ki mu je naročil, da je to treba tako izvajati, in zdaj v bistvu vidite, da se to pravzaprav dela na tak način povsod po večini muslimanskih držav. No, kar pa je manj znano, je, da je tudi v krščanstvu, da so bile sanje o mrtvih zelo pomembne. Potem pa je na začetku, v zgodnjem srednjem veku so religijske elite omejile, kdo ima lahko te sanje, In zaradi tega so tudi v krščanstvu sanje postale manj pomembne. Pred to omejitvijo pa imamo veliko primerov, v bistvu, ko so ljudje sanjali, naprimer, kje je treba postaviti cerkev, in so pol tudi dejansko jo zgradili in tako naprej. In tudi pri mojih sogovornikih je bilo to razločevanje med sanjami kot nekim notranjim dogajanjem, skratka sanje iz podzavesti, neke psihološke sanje, in pa sanjami, ki so predstavljale pa resničen stik z mrtvimi. To največkrat so mi govorili o teh sanjah, da so imeli v njih in po njih nekako občutek, da so se videli s preminulim, da so preživeli nekaj časa z njim, in največkrat je bilo to v bistvu, ta primer je bil izrazito pozitiven. Te ljudje, ki so imeli s tem izkušnjo, so mi v bistvu vsi razlagali, da je bila to za njih zelo lepa izkušnja, da so se prebudili z nekim optimizmom, z občutkom, da kljub temu, da je človek umrl, da ga še vedno da ga še vedno spremlja. In takole mi je pa moja sogovornica v 40 letih, ki sicer živi izven Bosne, ampak sem se z njo pogovarjala o tem. Sicer je ona spiritualna, nima neke posebne spiritualne tradicije, ki bi ji sledila, hodi pa na družinske konstelacije. In ona je takole mi povedala, kako je doživljala ta kontakt. Vsakič, ko se zbudim iz sanj z mrtvimi ljudmi, mi je prijetno, ker imam občutek, kot da sem jih srečala v neki drugi resničnosti. Resnično verjamem, da njihove duše, telo se morda razgradi, ampak duša gre naprej, duše ni mogoče uničiti. Zdaj, mi ne poznamo poti duše, kam gre, ampak zagotovo obstaja nek kraj, kamor gre. In zato menim, da je to nek način stika s temi dušami, kadar gre za običajne, lepe sanje. In takole, da vam pokažem še izsek iz intervjuja v originalu. To v bistvu je bilo napisano, kot ste videli, isto to, kar sem prebrala, samo v bosanščini. Tako da naprej, druga kategorija stika z mrtvimi so bili rituali. Med rituali vam bom več povedala o neošamanizmu in družinskih konstelacijah, ki sta si do neke mere podobna v tem stiku z mrtvimi. Pri obeh gre namreč največkrat za prednike in skozi prednike nekako za to idejo čiščenja družinske linije. Torej vidimo pač to je neka taka tipična naloga alternativnih spiritualistov, da neka ta osebnost narast skozi pač neke izkušnje. In tukaj v neošamanizmu, naprimer, so se mi
so se mi v razgovoru z ljudmi pojavljale različne kategorije, recimo mrtvih prednikov. In najprej kot prva kategorija so bili neki predniki, ki so bili podporniki osebne rasti posameznika in s katerimi so udeleženci prišli v stik na ritualu šamanskega potovanja. To šamansko potovanje v bistvu poteka, vodi šaman in ob spremljavi šamanskega bobna te udeležence popelje v stanja spremenjene zavesti z vizualizacijo. Skratka, oni so tam z zaprtimi očmi in nekako sledijo temu, kamor jih pelje šaman, recimo. In v tej poti se vedno pojavi nek prednik, ki je nekako podpornik te duhovne poti. To so največkrat neki znani predniki, skratka nekdo, ki so ga te moje sogovorniki poznali, bodisi je, ali pa če ga niso že osebno poznali, vsaj vejo, da je nekje v njihovi družinski liniji. In to so nekako te prvi predniki, recimo kot podporniki. Potem drugi predniki pa so se pojavljali, ko so posamezniki šli v to, oziroma ko so v skupini šamanistični si pred tem šamanističnim potovanjem postavili namero, da bodo prednike vprašali, kaj potrebujejo za čiščenje družinske linije. Skratka, tudi je šlo za to šamanistično potovanje, prav tako je bilo z zaprtimi očmi, ob spremljavi bobna in šaman je to vodil, pač vizualizacijo. Potem so pač šli nekako tako ciljno vprašati te prednike, kaj potrebujejo za zdravljenje družinske linije. In dostikrat so od teh prednikov, ki so bili lahko znani, lahko pa neznani, dobili kar dosti natančna navodila, kaj morajo narediti. O tem vam bom pokazala en primer, da boste bolj natančno si lahko predstavljali. In potem tretja kategorija v šamanizmu pa so tudi neki mrtvi, ki nekako niso mogli preiti na drugi svet. Skratka, nekje so zataknjeni, niso tam, kjer bi mogli biti, in tudi s pomočjo šamana v bistvu jih lahko spravimo v ta svet, kjer bi mogli biti. In tako mi je sogovornik povedal, sicer sogovornik iz bošnjaške družine, torej muslimanske. On je v 60 letih, človek v 60 letih, se pa ukvarja predvsem s šamanizmom, veliko drugih spiritualnih poti je tudi sprobal, ampak nekako je zdaj šamanizem za njega najbolj pomemben. In on mi je tako povedal o svoji izkušnji z šamanskimi potovanji in v zvezi s tem, kako je videl te prednike. Bilo je nekaj zelo globokih, mučnih uvidov. Velik del teh prednikov je živel v zelo težkih resničnostih. V vizijah sem jih videl, kako zelo trpijo. Veliko bojevnikov, ki ne morejo najti miru. Veliko zamer, veliko jeze. Takrat sem razumel, zakaj je bilo naše življenje takšno, kot je bilo. To je bistvo. Energija prednikov vpliva in oblikuje naše bivanje v sedanjosti. Skozi ta potovanja in skozi šamansko delo sem moral korak za korakom prinašati zdravljenje, modrost in zavedanje. In takole samo ta kratek odsek v bosanščini. Lahko? No, in potem je mene naprej zanimalo v zvezi s tem sogovornikom, kakšne pa konkretne recimo usmeritve je dobil od svojih prednikov na teh šamanskih potovanjih. In mi je povedal en tak primer. V nekem trenutku so mi naročili, naj posadim 33 majhnih borov. Potem sem se organiziral, odšel v vrtnarijo in kupil mlade sadike. Storil sem to zanje. Včasih razumemo, zakaj so določene stvari potrebne, včasih tega ni treba razumeti. Nekako sem začel čutiti energijo prednikov potem, ko sem posadil teh 33 borov na enem hribu. Res sem potem občutil boljšo energijo, veliko več miru je bilo v moji sedanji družini.
No, in tako, take podobne v bistvu situacije so mi opisovali tudi drugi udeleženci teh šamanističnih potovanj. Navadno je šlo za to, da so jim predniki naročili, bodisi da nekaj zakopljejo, posadijo, da nekam odpotujejo, da prižgejo kakšno svečo. Recimo to je v pravoslavju, ne, kot veste, je v bistvu zelo pomembno. Tako da to so bile pač neke take naloge in ponavadi so mi te sogovorniki opisovali to, da so tako podobno kot ta sogovornik, da so potem čutili neko ravnovesje, da se je njihova življenjska situacija, da je postala bolj uravnotežena in tako naprej. In potem naprej, če grem na družinske konstelacije, ki je drug od teh dveh ritualov, ki vam jih bom danes malo predstavila. Družinske konstelacije so tudi v bistvu pravzaprav podobne v tem delu s predniki, tudi v tej ideji čiščenja družinske linije. Sicer pa je to psevdoznanstvena metoda, ki jo je utemeljil Bert Hellinger in gre za nek skupinski ritual navadno, je pa spiritualen, je pa zaradi tega, ker temelji na verovanju, da predstavniki, da skratka lahko postavimo nekoga, ki predstavlja drugega človeka in ta človek, ta predstavnik, kljub temu, da v bistvu nima informacij o tem človeku, lahko neke informacije o njem nekako kanalizira iz nekega informacijskega polja, tako da nekako jih pridobiva prav tako skozi svoje telo in tako naprej. In tukaj seveda lahko s to metodo lahko v bistvu postavimo tudi mrtve, predvsem so to moji sogovorniki delali, če jih je recimo zanimala neka informacija v zvezi s temi mrtvimi, ali pa tudi, če so želeli reševati neke probleme, ki so nastajali recimo zaradi teh mrtvih, ker tukaj imamo tudi podobno kot v šamanizmu, nekako to idejo, da energija prednikov vpliva in tudi tako recimo neke nerazrešene travme, neki neintegrirani družinski člani, neke družinske skrivnosti in tako naprej, da to še vedno potem z generacijami še vedno vpliva, kljub temu, da so te ljudje, ki so to izkušali, mogoče zdaj že mrtvi. In tukaj je stik z mrtvimi tudi relativno pogost na teh ritualih. In takole mi je moja sogovornica pa povedala v zvezi z samim vplivom mrtvih. Ta moja sogovornica je sicer voditeljica družinskih konstelacij. Ona je iz Sarajeva, je iz bošnjaške družine, ampak dela tudi v drugih mestih po Bosni, dela te delavnice. In takole mi je povedala o družinskih konstelacijah in mrtvih. Delamo z mrtvimi, vračamo se 4-5 generacij nazaj, veš, in postavljamo te predstavnike. In bistvo je pravzaprav to, da skozi postavljanje teh generacij nazaj vidimo, kaj se je komu zgodilo, čigava pravica ni bila zadovoljena, ali mu ni bila izkazana čast za nekaj, za kar je naredil, ali karkoli drugega. Ko se to poravna, se v polju točno začuti, da je vzpostavljeno ravnovesje. In pa še tukaj navedek v originalu. No, to so torej bili rituali. Zdaj pa grem naprej na naravne pojave. To je sicer bilo manj pogosto med mojimi sogovorniki, manj pogosto so mrtve videli, čutili v nekih naravnih pojavih, ampak sem se odločila, da vam bom tudi ta primer mogoče malo bolj podrobno predstavila, ker je meni osebno zelo zanimiv. In tako mi je sogovornica v 50 letih iz mešane družine. Mešana družina pomeni, da je en od staršev pravoslavec ali katolik in drug musliman, da so pač skratka, da niso iz iste religije. To je v Sarajevu zelo pogosto, tudi med mojimi sogovorniki. Jaz sem to mojo sogovornici spoznala na družinskih konstelacijah. Ona pa se sama
se sicer ne drži neke posebne spiritualne poti, ampak se opisuje pač kot spiritualna. Njej je mama umrla 10 let nazaj in takole mi je povedala, kako še vedno v bistvu ima stik z njo. Mi smo potem šli na mamin pogreb in nenadoma je zapihal rahel vetrič. Jaz sem to povezala z njo, kot da je ona tam, kot da je ta veter pravzaprav njen odgovor, njena prisotnost. Kadar imam kakšno dilemo, odločitev, ne vem, ali naj jo sprejmem ali ne, ali je prava ali ne, takrat se pojavi ta veter. Tako mi je povedala. Potem jaz sem jo seveda vprašala za neko bolj konkretno odločitev, za kakšen primer bolj konkretne odločitve, ki jo je na podlagi tega sprejela. In mi je takole povedala: veš, recimo, po več kot 20 letih sem spremenila kariero. S tem sem nek krog zaprla in to so velike življenjske odločitve. In potem se zgodi nekaj takega. Usedem se in razmišljam, joj, če bi zdaj bila mama tukaj. Ne vem, nekaj v tem smislu. Vprašala bi te, kaj misliš o tem. In potem v nekem trenutku ta rahel vetrič in si mislim, to je to, aha, dobro, mogoče odobravaš, veš. In potem mi to nekako prinese mir, na podlagi katerega sprejmem svojo odločitev. Tako, to je skratka bil primer naravnih pojavov. Zdaj vam bom nekatere od primerov malo bolj, mogoče na hitro bom šla skozi njih. Kot sem rekla, potem me lahko vprašate tudi, če vas bo kaj zanimalo v zvezi s temi, ki jih bom naštela. Ne bom jih sam naštela, no, nekaj bom vseeno povedala, ampak mogoče ne toliko podrobno. Imela sem na primer primere stikov z mrtvimi preko tehnologije. To so bili recimo primeri, ko je moja sogovornica, ko je umrla mama, nekako skozi aplikacijo na telefonu videla neko povezavo z njo oziroma kot da je mama poslala neko sporočilo preko te aplikacije. Potem drugi primer je bil, da je stric, preden je umrl, moji sogovornici rekel, da jo bo poklical po telefonu, potem pa je umrl in njej je potem še nekaj časa zvonil telefon in ko ga je dvignila, je bil v bistvu na telefonu samo šum, ker je ona potem povezala z njim. In potem je bil še primer, še en primer v bistvu, ko pa je moja sogovornica v nekem težkem življenjskem obdobju preko radia slišala neko pesem, ki jo je povezovala s svojim očetom, ki je že umrl. In je na ta način videla, kot da ji pošilja neko vzpodbudo za to težko njeno situacijo življenjsko, ki jo je imela takrat. Potem je bilo nekaj primerov stika z mrtvimi preko specifičnih prostorov. Te primeri so bili največkrat, v bistvu mrtvi, največkrat so bili na prostore vezani neznani mrtvi. To, kot najbrž bolj poznate, recimo sem prišla v stik s temi zgodbami recimo hiš, starih hiš, v katerih straši, ali pa hiš, kjer se je zgodilo nekaj slabega in v katerih straši. Potem sem nekaj pripovedi slišala o nekih mrtvih, ki se nahajajo na nekih grobovih, sploh na nekih grobovih, kjer so bile kasneje postavljene neke zgradbe. Skratka, so bili grobovi uničeni. Imela pa sem tudi en primer moje sogovornice, ki mi je razlagala, da ko je sama v hiši, da zelo veliko sliši nekih stopinj po hiši, da se vrata zapirajo in tako naprej, ker je ona povezala s tem, da jo obiskujeta starša, preminula starša in je to tudi nekako zelo bila pravzaprav vesela, ko mi je pripovedala, da je vesela, ko se to zgodi, da ji ni pač nič strašnega na tem, da se je že navadila in da ji tudi to predstavlja kot neko preživljanje časa z starši. Potem sem imela primere, ko so ljudje vizualno videli, skratka, ko so videli nekega mrtvega človeka.
zvočno, skratka, da je prišel, da je bil nek glas tega umrlega osebe, ki je nekaj govoril. Potem preko dotika, preko misli, tako pozitivnih kot negativnih, sem imela nekaj primerov. Potem nek občutek prisotnosti, da so moji sogovorniki imeli nek občutek, da je nekaj pač v prostoru, kar so razlagali s tem, da je v prostoru nekdo, ki je v njihovi družini nedavno, velikokrat nedavno umrl. Potem preko simbolov, ena moja sogovornica je brala neko knjigo, pa je v njej videla neko sporočilo, ki ga je povezala z svojo prijateljico, ki je nedavno preminula. In potem preko drugih ljudi. To je pa največkrat bilo povezano s to idejo reinkarnacije, skratka, da se ponovno rojevamo. In dva sogovornika sta mi razlagala o tem, da je recimo nekdo v njihovi družini umrl in potem nedolgo zatem se je rodil nek nov otrok in potem so videli neke karakteristike tega umrlega človeka ali na nek drug način jih je ta novorojenček spomnil na tega umrlega in so razmišljali, če se je mogoče duša tega umrlega zdaj naselila v tem novem telesu otroka. In potem pa zadnji primer, ki je pa bil zelo relativno veliko primerov, sem imela stikov z mrtvimi preko živali, skratka, da so živali prišle kot da so vzpostavile stik z živali, ki so bile neke duše umrlih. Tukaj so bili najbolj pogosto so bili to ptiči, pogosto vrane ali pa metulji. Jaz pa vam bom danes povedala nek drug primer, ki je meni bil najbolj zanimiv med temi primeri živali. In tako mi je moja sogovornica, ženska v 60 letih, ki je bila vključena v veliko različnih spiritualnih tradicij, ampak je tako omenjala predvsem šamanizem, da je pomemben. Tudi ona je bila iz mešane družine in tako mi je povedala o svoji izkušnji po smrti mame. In tako, kmalu potem, ko je ona umrla, sem šla na počitnice. Bili smo na neki jadrnici. Bila sem žalostna, strašno žalostna. In v tistem trenutku je k meni priplavala jata delfinov. In skakali so na obeh straneh, levo in desno, in to je bilo sporočilo, da me mama želi razveseliti, kot da bi rekla: ne bodi žalostna. Resnično, takoj sem se razveselila. To je bilo nekaj fantastičnega. Ker smo pogosto pluli, a nikoli se ni zgodilo, da bi delfini prišli dobesedno tik ob ladjo in skakali tam. To mi je prineslo veselje, nisem bila več žalostna in takrat sem zagotovo vedela, da je bil to mamin namen. Takole še v originalu. In zdaj, da nekako počasi zaključimo. Kot vidite, v bistvu, kot ste slišali na tem predavanju, sem jaz na terenu zabeležila zelo veliko različnih v bistvu stikov z mrtvimi, na zelo veliko različnih načinov. Lahko pa bi nekako rekli, da bi lahko pa bi jih nekako sistematizirali na različne načine. Naprimer, na tega vprašanje, kdo je vzpostavil stik. Ali je bil to živi, ki je vzpostavil stik z mrtvim, ali pa so bili mrtvi, ki so vzpostavljali stik z živimi. Prav tako so bili nekako različno, so nekako moji sogovorniki si predstavljali, kje je ta svet mrtvih, torej a je ta svet zelo oddaljen in se do njega lahko recimo pridemo samo prek nekih ritualov, ali pa so mrtvi povsod okrog nas in lahko tudi zelo spontano pridemo v stik z njimi. Potem je bilo med njimi različno ta ideja o tem, kdaj lahko kontaktiramo mrtve. A jih lahko kontaktiramo samo, ko nekaj res nujno potrebujemo od njih, a jih lahko tudi samo tako za neko preživljanje časa. In pa
v bistvu to vprašanje, kdo je tukaj za koga. Ali so tukaj mrtvi, ki so tukaj za nas, da nas spodbujajo, da nam pomagajo, da nas varujejo, ali pa smo živi tukaj za mrtve in smo živi nekako neki dolgujemo mrtvim, bodisi neko plačati za neko mašo, bodisi nek obisk groba in tako naprej. Sicer pa je bila med mojimi sogovorniki zelo razširjena ta ideja, da so mrtvi nekako močnejši, vplivnejši, imajo dostop do nekega znanja, do katerega živi nimamo dostopa. Prav tako pa, in to je recimo zanimivo, da lahko do njih dostopamo vsi, ne? Da ta stik z mrtvimi ni omejen na neke medije, na neke specialiste, ampak imamo vsi dostop do njih, včasih samo pod tem pogojem, da smo dovolj spiritualno razviti. Takole, hvala vam za pozornost.